Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družbi ATM televizije Kranjska Gora. Poletje je tu, z njim seveda veliko aktualnega dogajanja tudi v občini Kranjska Gora, zato smo v studio povabili županjo Henriko Zupan. Dober dan želim. Prav lep pozdrav. No, kot rečeno, veliko se dogaja, pa pojdiva najprej kar k eni laskavi nagradi, ki jo je prejela občina Kranjska Gora. Gre namreč za priznanje za najbolj varno malo in srednjo občino. To je kar lepa čast. Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje, in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, ob prejemu tega priznanja poudarila, da je tukaj zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva, in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita. In seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, Komunala Kranjska Gora, Turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo. Greva zdaj k investicijam. V teku je kar nekaj investicij po celotni Zgornjesavski dolini, lahko rečeva, pa morda začniva kar v Kranjski Gori. Kaj se trenutno dogaja v Kranjski Gori, kje se dela? Moram reči, da na celotnem območju občine Kranjska Gora se veliko dela. Pa če začneva res s Kranjsko Goro, v Kranjski Gori zaključujemo investicijo preplastitve cestišča pri Koroni, potem je zaključena investicija v ulici Požar, nadaljuje oziroma končuje se investicija preplastitve tudi v Smerinju, kjer je sicer zaključek vezan na en postopek gradbene inšpekcije. Potem je izvedena oziroma se izvaja investicija v ulici Bezje, kjer se izvajajo tako ureditev cestišča kot tudi komunalni vodi. Potem smo v Kranjski Gori obnovili stopnice pred dvorano Vitranc, nadalje pa se pripravlja oziroma se je že začela uvedba v delo tudi pri obnovi cestišča na Vršiški cesti v Jasni. Greva še v Srednji Vrh. Seveda zelo velika investicija poteka v Gozd Martuljku, to je obnova ceste v Srednjem Vrhu. Tukaj moram povedati, da gre investicija proti koncu. Preplastila oziroma z grobim asfaltom bo cesta preplaščena po informacijah, zdaj, ki jih imam, 4. in 5. junija. Moram pa reči, da tukaj investicija še ne bo zaključena, ker se bo v Srednjem Vrhu odstranila tudi skala, tisti zob, kot imenujemo. Tukaj čakamo geološko poročilo, in ko bomo lahko skalo odstranili, se bo potem na tej cesti potem še položila vrhna plast oziroma fini asfalt.
Nadalje moram povedati, da se seveda investicije odvijajo seveda tudi na Dovjem in v Mojstrani. V Mojstrani poteka gradnja trostanovanjskega objekta. Tukaj se izvajajo dela na strojnih notranjih inštalacijah, potem na toplotni izolaciji in seveda na izdelavi notranjih ometov. V Mojstrani se bo v kratkem začela obnova ceste nasproti šole. In ravno tako se na Dovjem začenja obnova ceste, bom rekla, tudi od stare šole in še cesta, bom rekla, tudi na Dovjem, tako da je kar veliko investicij. Pa če se vrneva še malo proti zahodu naše občine, seveda tudi v Ratečah se pripravlja obnova cestišča, izbran je že izvajalec, tudi uvedba v delo bo vsak čas. Tukaj gre za cesto, kar rečemo proti Petriču, in v kratkem se bo obnavljala še druga cesta v Ratečah. V Podkorenu je pa tudi že izbran izvajalec in se pričenja obnova pokopališkega zidu na pokopališču v Podkorenu. Moram pa za zaključek povedati, da sem zelo vesela, da nas je pa država obvestila, da bo končno tudi Gos Martuljek dočakal pločnik. Tukaj je občina soinvestitor in imamo v proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo pločnika. Država nas je obvestila, da je izvajalec izbran, tako da čakamo samo še podatek, kdaj bo uveden v delo. Definitivno pa se bodo dela začela v kratkem, tako da bo končno Gos Martuljek dobil tudi pločnik. Ja, na to se je res čakalo kar vrsto let. Ja, mislim, da kar 20 let tako. Veliko je bilo govora zadnje čase tudi o nakupovalnem centru in pa garažni hiši pod Vitrancem. Kako je s tem projektom, kako daleč je? Ja, od 10. marca do 10. aprila je potekala javna razgrnitev, in sicer dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem. Tukaj je treba povedati, da za to območje je že sprejet občinski podroben prostorski načrt, ki je bil sprejet leta 2016. Tam je predvidena gradnja 3 hotelov in seveda podzemne garaže in parkirnih površin. Mi s temi spremembami in dopolnitvami želimo v ta prostor umestiti samo nadgaražno hišo, samo manjši trgovski center, in s tem, ko bodo pač dani pogoji, se bodo potem lahko začeli iskati investitorja. Jaz moram povedati, da v času javne razgrnitve nismo dobili nobene pripombe na ta pripravljen osnutek dopolnitev in sprememb UPPN-ja. Tako da je ta postopek zdaj v teku, v pridobivanju mnenj nosilcev urejanja prostora, in čakamo, in če bo vse po sreči, bo morda jeseni ta dopolnjen osnutek lahko že pripravljen za sprejem tudi na občinskem svetu. No, zimska sezona je seveda že davno mimo. Hotelirji in turistični delavci pravijo, da so bili zadovoljni. Kakšne pa so kaj napovedi za poletje? Imate kakšne informacije? Ja, zimska sezona je bila zelo dobra, tako kot ste rekla. Ja, so tako z obiskom zadovoljni, tako bom rekla ponudniki nastanitev, kot tudi gostinci in ostali deležniki v turizmu. Seveda moram povedati, da smo zelo zadovoljni, da so bile uspešno izpeljane tudi velike mednarodne športne prireditve in tudi turistični dogodki. In tudi napovedi za poletno sezono so zelo dobre. Moram reči, da po podatkih zdaj za mesec maj beležimo približno 10% povečanje prihoda gostov, in če nekako, bom rekla, sledimo nekako napovedim, bo tudi poletna sezona zelo dobra. Pričakujemo večje število oziroma več gostov, ki bodo na našem območju ostali tudi po nekaj dni. Veliko bo tudi samega poletnega dogajanja, veliko bo prireditev, to verjetno tudi privabi določen krog ljudi. Zanesljivo. Kar se tiče prireditev, seveda sledimo temu, da je ta program prireditev namenjen širši množici oziroma različnim generacijam, tako za starejše, otroke, mladino. Skratka, moram reči, da je kar nekaj dogodkov, ki so že v teku, pa če omenim samo teniški turnir za moške, ki te dni poteka v Kranjski Gori. Zdajle ta vikend 30. maja
bo blagoslov motorjev, potem 6.6. Bo prireditev, zabavna, športna prireditev Goni poni in potem bodo konec meseca Kekčevi dnevi, pa v začetku julija imamo v načrtu filmski festival otroškega in mladinskega filma in seveda potem glavna turistična sezona z dogodki na trgu in različnimi športnimi dogodki, tako da je res program kar pester in bogat. No, pred poletno sezono pa ste župani na Zgornjem Gorenjskem nekako poenotili tudi kazni za divje kampiranje, te so višje. Tako je, pa ne samo župani na Zgornjem Gorenjskem, ampak župani celotnega območja Julijskih Alp, to se pravi Zgornje Gorenjske in Posočja, smo se dogovorili, da bomo kazni za kampiranje na črno poenotili. In sicer zaradi tega, ker se ta težava na vseh, bom rekla, na celotnem območju vedno bolj povečuje. In namen seveda ni samo v kaznovanju, ampak predvsem v tem, da nekako obiskovalce usmerimo in jim pokažemo, da imajo za prenočevanje s kamperji možnost koristiti naše kempe ali postajališča, ter da kampiranje v naravi in pa na parkiriščih pa res ni dopustno. Poleti vemo, zelo obremenjena so Vrata, zelo obremenjen je Vršič, pa pojdiva morda najprej v Vrata. Kako bo prometni režim poleti urejen tam, tako kot lani, ali so kakšne novosti? Poletni režim bo za dolino Vrata zelo podoben, kot je bil v pretekli sezoni. Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom na primer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato bomo v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje, uvajamo pa rezervacijski sistem. In sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz Vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv. Kaj pa režim na Vršič, kako bo promet potekal tam, kako bo s parkirišči? Tukaj pa moram povedati, da nam je Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo sta nas prav v teh dneh obvestila, da pač žal izvajalcu ne bo uspelo dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta, bom rekla, prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je, bom rekla, zimska sezona zelo podaljšala, praktično v poletje, v začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač Ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim tega umirjanja prometa čez Vršič vseeno stekel, zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4:30, zadnja ob 21:30, s tem, da bo res v glavni sezoni, to se pravi od 26. junija do 31. avgusta, bo zagotovljenih
20 voženj iz Kranjske Gore in iz Bovca. Tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, ne glede na to, da na vrhu ne bo parkirišč, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni vpeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta, delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno in za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne. No, občina Kranjska Gora poleti praznuje tudi občinski praznik. Kako slovesno bo v začetku avgusta? Tako je. Vsako leto poleti ima občina Kranjska Gora svoj občinski praznik in to je priložnost za povezovanje skupnosti. Tudi letos pripravljamo občinsko proslavo s podelitvijo občinskih priznanj posameznikom, društvom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine. Gre za dogodek, s katerim izrazimo spoštovanje ljudem, ki s svojim delom bogatijo naš kraj. No, pred poletjem bo še ena seja občinskega sveta, če se ne motim, na njej bo tudi treba določiti, kdo bodo letošnji občinski nagrajenci konec koncev. Tako je. Ja, čaka nas še ena seja pred poletjem. To bo 23. redna seja, ki bo potekala 10. junija. Na tej seji bo seveda ena od točk tudi bodo seveda nagrajenci, bodo občinski svetniki odločali o nagrajencih letošnjih. Zelo pomembna točka na dnevnem redu bo tudi rebalans. Potem bo ena od točk poročilo izvajalca gospodarskih javnih služb. In pa seveda, bom rekla, kot vsako sejo, vsem svetnikom in seveda tudi občanom podam na koncu tudi poročilo o dogajanjih, poteku raznih dogodkov, ki so se odvijali med sejami. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Tokrat pred vami, kot smo slišali, je kar naporno poletje. Upam, da bo minilo prijetno in seveda že naprej želim tudi prijetno praznovanje občinskega praznika. Hvala lepa in lepo poletje tudi vam. Hvala lepa. Drage gledalke in gledalci, vam pa hvala lepa za vašo pozornost. Želimo prijeten večer in nasvidenje.